Sloveniji so v bistvu v tem naslovu preživetje komedije videla možnost, da začneva čisto na začetku, to se pravi pri otrocih, tam, kjer se vse začne. In glede na to, da imajo otroci humor zelo radi, so se lotila tega vsaki svojega strokovnega področja, jaz iz psihologije, Beni iz dramaturgije in vas bova danes malo peljala skozi to področje. Skratka, načelno velja, da imajo otroci humor zelo radi, da se smejijo 25-krat pogosteje kot odrasli, kar je veliko, o enem dnevu govorim, in je to zelo pomembno. Namreč skozi humor oni izražajo ta svoj svoboden, spontan pogled na svet, igrajo se z logiko, igrajo se z jezikom, to se pravi preizkušajo, obračajo pomene, kršijo pravila, se igrajo z jezikom, s pomenom in na ta način v bistvu izražajo sami sebe. Pri otrocih ima humor zelo pomembno vlogo, namreč razvija se od otroških let pa do odraslosti v določenih obdobjih in to njegovo razumevanje se tudi seveda spreminja skladno z razvojem posameznika. Čeprav mi včasih ne razumemo zelo dobro, zakaj se otroci nečemu smejijo, njihovega humorja ne gre podcenjevati. V tem svojem pomenu, v svojem bistvu je mnogo obsežnejši, kot se nam zdi na prvi pogled. Namreč otroci se tudi s pomočjo humorja lažje srečujejo z nekimi novimi, neznanimi stvarmi, lažje recimo stopajo v neke medvrstniške odnose ali pa v odnose z odraslimi in nasploh lažje izrazijo sebe kot pač človeka v tem času in prostoru. Otroci se, to oba veva, ob gledanju predstave smejijo različnim prizorom na različnih mestih. Velikokrat se smejijo rečem, ki se jim odrasli recimo samo namuznemo, ampak zagotovo pa je, ne glede na to, da se ta humor tudi po starosti razlikuje, je nekaj, kar je fino vedeti. So prizori v predstavah, ki so smešni in so prizori, ki niso smešni. In nam kot ustvarjalcem ali pa ustvarjalcem nasploh je seveda v interesu, da se povežejo s publiko. In kako je lažje priti do publike kot s pomočjo humorja. Ampak, če ti zgrešiš to neko razvojno obliko humorja, se pravi neko referenčno točko, na katero se lahko otroci navežejo, potem se otroci temu ne bodo smejali. In zato smo mi danes v bistvu poskušala iti skozi različna razvojna obdobja, kot jih določamo v psihologiji, to se pravi, kot določene starosti povezujemo v razvojna obdobja in jih pregledamo, kako se otrok razvija na področju miselnega razvoja, čustvenega razvoja, socialnega, moralnega, jezikovnega, in vse to potem nekako povezati z gledališkimi, z elementi gledališkega jezika oziroma z uprizoritvenimi možnostmi. Ja, na malčke. Tako da začela bova z malčki, to pomeni, da govorimo o otrocih od 1 do približno 3 let starosti. Tako, v bistvu jaz sem zelo vesela, ker se je v zadnjih letih, ali pa mogoče celo v zadnjem desetletju, to področje zelo razširilo. In so predstave, ki zelo učinkovito in zelo specifično nagovarjajo to najmanjšo ciljno publiko, to se pravi te prve obiskovalce gledališča in jaz sem tega zelo vesela. Je pa res, da se je pri tem treba zelo zavedati, da so ti najmlajši v bistvu, da je njihova pozornost zelo kratka, zelo omejena, da jo težko usmerjajo, to se pravi, da dejansko moramo pristopati k njim z nekimi elementi, z neko zgodbo, ki je precej linearna, ki nima nekih velikih presenečenj, v nekem varnem okvirju, da so to, rečemo, neki zaznavni kontrasti, da so to jasne slikovne podobe, da je jezik nekako dobra dikcija, skratka, da so besede ponavljajo. Vse to, kar imajo otroci v tem obdobju, ko gre za neko intenzivno, tudi gibalno, v končni fazi gibalni razvoj, pa jezikovni razvoj, pa čustveni razvoj, nekaj, na kar se pač oni lahko navežejo. In v tem obdobju imajo zelo radi burke, to se pravi, humor je tisto, ko se nekaj zgodi, česar ne pričakujejo, ko jih preseneti, ko se neke stvari grejo neko svojo pot in prinesejo nek splošen red. Recimo, to je tista oblika humorja, ki je v tem obdobju najbolj prepoznavna. Tako in recimo, kot je izpostavila že Martina, se neka fizična komedija najbolj obrestuje v tem starostnem obdobju, kar pa v bistvu ne pomeni, da je dogajanje na odru lahko zreducirano na neko banalnost. V resnici lahko vseeno, dramaturgija ni nujno, da je linearna, ni nujno, da ima jasno narativo od točke A čez B v C, ampak lahko temelji na naključjih in so včasih malčkom še celo najbolj smešni. Vseeno pa v bistvu pomembno, da te uprizoritve ustvarjajo varen prostor, da niso
agresivne v izvedbi tega svojega humorja, ker gre vsem pogosto za prvo srečanje osebe, človeka z gledališčem. In predvsem je recimo všeč malčkom, če se predstava ne šali samo z njimi, ali pa iz njih, ali pa iz nekih predmetov na oder, ampak tudi kdaj s spremljevalcem, ne smemo pozabiti redko, kdaj pride malček sam na predstav, nekoga ima zraven sebe. In pomembno je v bistvu, da je vključujoče, da ustvarja nek prostor, kjer se otrok lahko sprosti, zato je zelo pomembno vključevanje njihovih čutil. Malčki se zelo radi dotikajo zadev, zelo hitro se v bistvu, če se počutijo dobrodošle v prostoru, se zelo hitro želijo vključiti v ta prostor in se želijo v bistvu vpeti v dogajanje, hkrati pa malčki zelo hitro posnemajo vedenje ali pa vzgibe, ki so jim všeč. Kaj pomeni, da seveda poleg tega, da moramo ustvarjati vsebinsko primirne komedije, humorne zadeve, je treba skrbeti tudi vedno tudi za varnost, oziroma za ta element varnosti na odru, ker v resnici mora biti predstava pružna, mora dovoliti, da v bistvu otrok tudi pride na oder, da se vključi, nastopajoči morajo imeti v bistvu neke kompetence prilagajanja predstave glede na publiko. Otrok je lahko zelo ekstrovertiran, zelo v bistvu, če se počuti dobrodošlega med predstavo se bo vanjo vključil. Po drugi strani je pa lahko bolj zadržan, kakšnemu otroku je lahko kaj humorno, recimo, pa se ne bo na glas zasmejal. Eksponiranje humorja za to, da pritegnemo njegovo pozornost, ponavadi ne bo funkcioniralo, ne, treba v bistvu v drugo smer. Okay. In zdaj gremo na naslednjo obdobje. To je obdobje zgodnega otroštva, od 3. do 6. leta, to je v bistvu predšolsko obdobje, ne? In to je obdobje, temu pravimo hvaležnih gledalcev. Ne? To so otroci, v bistvu, ki so jim zgodbe že zelo ljube, ki jim radi jih sledijo, dogajajo se jim stvari v glavi, povezujejo jih svoje zgodbe in potem to, kar na odru doživijo, kar vidijo, tako res prevzame, padajo not, rečemo. Ne? To se pravi, da v bistvu zelo hitro lahko pridemo do njih, je pa seveda to tudi eno tako obdobje, v katerem že postopno vedno bolj razumejo to klasično zgradbo zgodbe, kar pomeni, da je lahko zgodba že bolj zapletena, da je tu lahko več junakov, več likov, s katerimi se oni potem tudi znajo že soočiti. To obdobje je eno tako zelo intenzivno obdobje tudi razvijanja pojmov, to se pravi miselni razvoj se gre naprej, oni povezujejo to, kar vidijo z tem, kar imajo v svojih izkušnjah, s tem se seveda povezuje tudi jezik, zato je tudi zelo pomembno, na kak način podajamo tudi jezik, to se pravi, da je lep, da je zboren jezik, to ima velik pomen in potem seveda že znajo, na račun tega se že znajo s tem jezikom tudi šaliti, znajo obračati, preigravati, potem je to tudi obdobje, kjer je zelo močen čustven razvoj, od tistih prvih izbruhov trme do tega, da so ti otroci v bistvu, da se začnejo tudi povezovati, da začutijo, v bistvu to sem jaz, to se v meni dogaja, ta čustva so tudi del mene, stopajo že v socialne interakcije, to so tudi v bistvu začetki prebivanja empatije in razvoja empatije, kar potem tudi že omogoča, da se lažje vživljajo like, recimo, ki jih vidijo na odru. Hkrati je tudi zelo intenziven razvoj moralnega presojanja, skozi to recipročnost že se zavedajo, kaj je prav, kaj je narobe in skozi to tudi potem lahko vrednotijo humor. Ja, to je v bistvu, otroci so takrat v obdobju, ko začnejo počasi razvijati neko razumevanje sveta okoli sebe in razumejo lahko preproste ideje in koncepte, vključno z nekaterimi v bistvu izzivi in težavami, ki obstajajo v svetu. Vendar je v bistvu njihov kognitiven in čustven razvoj še v zgodnih fazah, kar pomeni, da sami težko predelajo ta zapletena vprašanja in jih ne moremo, recimo, na nek bolj direkten način postavljati ala vročina od divjaka, naprimer. Zato je v bistvu pri tem uvajanju resnejših tem, kot so vojna, vedno več vidimo predstav, ki že v zgodnih letih želijo pripraviti otroke na vojno, na begunstvo in tako dalje, ekologija in vsaka ločitev tudi, alkoholizem v družinah in take zadeve, v bistvu je treba uporabiti nek obziren pristop. V tem se humor, komedija pokaže tako v bistvu zelo nepresenljivo orodje. Komedija je lahko nekak most, ki otroku poveže te resne teme na nek zanimiv in varen način, je pa pri tem seveda, ko vnašamo humor v resne teme, nastaja resna tema v bistvu ne sme povoziti. Vedno moramo nekako skrbeti, da je lahkotno, s tem tudi ohranimo več pozornosti otroka, otrok se ne bo zaprl, če se ponovno ne počuti, če se počuti vajenega, če se počuti, da se lahko tudi zasmeji, če je tema resna. Predvsem je treba pa skrbeti za to čustveno vajenost, kar pomeni, da je fino, da imamo srečen konec. Ko govorimo o zgodnem otroštvu,
načeloma ne govorimo o nekih tragičnih koncih ali pa koncih, ki bi bili nerešljivi, pesimistični. Mogoče zelo je treba biti previden v tem smislu, da ima neko pozitivno noto in da zaključek za protagonista je pozitiven, oziroma da je rešitev podana, pa tudi če je ta naivna na koncu. V tem obdobju se jih najbolj dotaknejo v bistvu zgodbe, ki so jim na nek način poznane, hkrati pa prinašajo neke novosti, mogoče neke nepričakovane razplete, skratka nekaj, kar še naprej lahko buri njihovo domišljijo. Kar pa se tiče humorja, je pa seveda, še vedno so tudi te burke, še vedno je to ta kaos, ki se ga recimo lahko ustvari, čemu se bodo sigurno smejali. Pa še nekaj tako zanimivo v tem obdobju, recimo zelo jih nasmeji, ko kakšen majhen junak, ki je šibkejši, ukane večjega, močnejšega. To so to neke ukane, neki triki, takrat se on potem res počuti. To mu res področa. To ni, da bi on bil škodoželen, ampak to ga res zabava, da je to možno, da preizkuša te meje verjetnega. Potem tudi zelo veliko smeha lahko izzovejo neke nepričakovane situacije. Oni so že sposobni stvari spremljati, neko logično zaporedje, si sami v glavi ustvariti in potem, ko krenejo stvari drugam, jih to lahko zelo nasmeji. Najprej jih osupne, potem pa to sproži v njih nek humoren odziv oziroma smeh. Zato je tudi fino, recimo zelo lahko spremljajo šale in potem, če je na koncu šale nek tak preobrat, nek humoren zaključek, jih to tako čistne, še bolj nasmeji, kot je recimo nam je smešno, njim je pa oni se pa res krohočejo. In ker je to tudi obdobje seveda močnega jezikovnega razvoja, se tukaj pojavljajo te prve šale oziroma zares že tudi kompleksne šale z jezikom. To se pravi, to so potem pridejo, ne vem, kratki verzi, smešni izrazi, grde besede, smešni opisi, preimenovanja, igranja s kontekstom, pesmice, zbadljivke. Skratka, vse to, to igranje z jezikom, to je značilno za to obdobje. Ja, in tukaj se lahko recimo preknemo tudi na bistvene nesmisle, ki jim zelo funkcionirajo, jih že lahko razumejo, če so prilagojeni za njih. Že pa začnejo v bistvu na tej točki otroci že zahtevati neko strukturo, neko logiko, smisel. Ne moremo iti popolno abstrakcijo, oziroma moramo pri tem zagovarjati. V tem obdobju otrok že prepozna slabo dramaturgijo, se pravi, dramaturgijo predstavlja. Ja, ko se to malo zgodi, ampak ja. Se pravi, predstava, ki se ne odloči, po katerem hodu bo narejena. To ne pomeni, recimo, da so najboljše predstave in najbolj smešne predstave za to starostno skupino predstave, ki imajo jasno linearno narativo, ampak predstave, ki imajo določeno narativo. Se pravi, če gremo v nesmisel, če gremo v abstrakcijo, se moramo držati od začetka do konca in bo otrok lažje sprejel, da je to tako. Če gremo pa v zgodbo, pa povemo od začetka do konca, ker če bo kaj vmes zmanjkal, nam bo zmanjkati pozornosti tega otroka in to bomo zelo jasno zvedeli. Čisto kot ena anekdota, ki se recimo meni pogosteje zgodi, ko naredimo redko kdaj slabo predstavo. V bistvu, ko kdaj zaznaš, da si zelo slabo dramaturgijo zapeljal, ko kolektivno vsa skupina otrok začne ploskati na eni točki in v bistvu zaključi predstavo. Konec, ti imaš pa še 20 minut. Po tem dogodku imaš lahko najboljše komične elemente, ampak jih ne boš nazaj dobil, zato ker že zaznajo in že zahtevajo v bistvu neke kode, ki morajo biti jasni. Mogoče je tudi fino poudariti, da v tem obdobju so otrokom tudi zelo uspešne te spremembe telesa, to se pravi nekaj, kar je prepoznano, kar vejo, kar poznajo v neke grimase, neke smešne izraze, geste, skratka to, kar ponavadi odraslim res ni smešno. Otrokom pa je, to je na nek način pačenje, pa seveda tukaj treba ves čas, kot je Beni rekel, imeti pravo mero, občutek za pravo mero, tisto pretirano pačenje, potem lahko to izpade ravno kontra učinku. Tako, predvsem pa, to je pa še posebej pomembno, zato ker se takrat v bistvu razvije ta močen domino efekt reakcije, kar pomeni, da se redko kdaj smeji samo en otrok. Če se en začne, v bistvu se zgodi domino efekt in zato moramo paziti v tej dobri dramaturgiji za otroško predstavo, da v bistvu neki humorni prizori niso plasirani en za drugim, ker v bistvu bo popolnoma razvihral dvorano in pozornosti v bistvu ne bomo več nazaj dobili. Enako je od drugosmerne, če v bistvu delamo predstavo, ki se na eni točki zelo umiri, ker se predolgo časa ostane umirjena, otroci nimajo dovolj koncentracije, jih izgubimo in jih zelo težko pridobimo nazaj. In tukaj je recimo velika naloga in izziv za nastopajoče, za igralce, da v bistvu plasirajo neke komične elemente
pustijo reakciji, da se zgodi, da izveni, predvsem pa, da dajo potrditev otrokom, da je seveda pravilno, da so se odzvali na zadevo, ampak da zdaj gremo naprej s svojo pripovedno nitjo. In je v bistvu konstantno treba paziti ravno na to, da jim pustimo, da uživajo v humorju, hkrati pa v bistvu ohranjamo njihovo pozornost skozi celotno predstavo. In še nekaj se mi zdi, da je ključnega pomena ravno pri tej ciljni skupini, namreč predšolski otroci ne razumejo ironije, cinizma in sarkazma. To zelo radi vnašamo, ker to je tako velja za nek inteligenten humor, in to se radi s tem odrasli poigravamo, potem to vnesemo v otroške predstave, to absolutno ne funkcionira. Otrokove miselne sheme niso zmožne tega dojeti, ne razumejo tega, razumejo povsem dobesedno in jih potem to zmede, skratka, to jim definitivno ni smešno. In tudi v bistvu sploh ne razumejo tega prenešenega pomena, ampak v teh vseh na ta način, šalah na ta način razumejo kot laž oziroma celo kot neko hudobijo, skratka, lahko imajo zelo kontraefekt. Potem postopno, počasi, po 6. letu se začne to spreminjati. Je pa to tudi recimo že obdobje, ko otroci sprejmejo oziroma jim lažje predstavimo koncept četrte stene, se pravi predstave, kjer oni samo sedijo, gledajo, nekaj se pa dogaja na odru. Hkrati, v bistvu s tem prinesemo zraven tudi dejstvo, da je ne gledajo sami. Ponovno, otrok redko kdaj pride sam v gledališče, kar pomeni, da z njim pridejo odrasli spremljevalci. V tem obdobju sploh recimo je zelo zanimivo, oziroma se pozdravlja, da se predstave delajo z nekom vzporednima dvema nivojema. Namreč predstava naj bi sledila humorju za otroke, potem pa s poznavanjem tega, kaj deluje za otroke, lahko v bistvu v predstavo komponiramo tudi recimo humorne vložke, ki jih pa recimo samo odrasli razumejo. Predvsem zato, ker so otroci takrat zelo spužvasti do občutkov ljudi okoli sebe. In če se recimo odrasel dolgočasni na predstavi, in je to zelo očitno, bo otrok, zelo pogosto se zgodi v bistvu, da pol otroka za sabo potegne. In zato je recimo od 3 let naprej, delanje predstav za 3 let naprej, zelo pomembno v bistvu razmišljati tudi o tem. Se pravi, narediti predstavo, ki bo zanimiva tako otrokom kot odraslim, in če poznamo, recimo, kateri elementi humorja so lahko večkrat bolj pokvarjeni, ali pa večkrat bolj na nož, ampak bodo šli vseeno mimo otroških kapacitet dojemanja humorja, lahko v bistvu naredimo dvoplastno predstavo. Če lahko dodam tudi en tipičen primer z mojega televizijskega področja, to je risanka Baci Kjon, ki jo verjetno vsi poznate. Gleda z otrokom, se ti smeješ nečemu, otroci drugemu. Zdaj pa greva še na naslednje področje oziroma razvojno obdobje, srednje in pozno otroštvo, to je se pravi vstopom v šolo, pa nekje do začetka pubertete oziroma adolescence. To je pa obdobje, ko otrok iz nekega hvaležnega gledalca preide v kritičnega, zahtevnega gledalca. To se pravi, mu pa res več ni vse dobro, takrat pa res že prepoznajo vse te zadeve. Skratka, njihova pozornost je zelo aktivna, zelo usmerjena, zmorejo veliko stvari pogledati, hkrati pa zelo dobro vejo, kaj pritegne in kaj ne. In je tu treba biti res previden, kako pač usmerjamo te stvari. Če jih nekaj ne nagovori, potem gre pač predstava mimo, kar je pa škoda. V tem obdobju v bistvu so zelo usmerjeni v socialno okolje, pomembne so jim te socialne povezave, njihovo mišljenje je že zelo precej abstraktno, že tudi proti koncu tega obdobja kritično razmišljajo o stvarih, imajo svoje poglede, ki jih tudi uspešno izrazijo, če je potrebno. Spremeni se tudi jezik, to več ni samo sredstvo preproste komunikacije, ampak to postane enostavno tudi sredstvo za izražanje vsega, misli, želja, vrednot, skratka, postane res njihovo orodje za bivanje v tem svetu. Je pa v bistvu v vsebinskem vidiku komedije tu izredno pomemben, zelo fokusiran, aktualen referenčni prostor tega, kar naj bi bilo smešno, ki v bistvu lahko nagovarja to starostno skupino. Tukaj v bistvu ta skupina je še posebej občutljiva na reference, ki so zastarane, naprimer, ki izhajajo recimo iz njihovih staršev ali pa iz njihovih učiteljev, in v bistvu sploh še se jih v predstavu plasira na silo, zelo hitro začutijo, recimo, da je ustvarjalna ekipa slišala eno referenco, kar pa mladi uporabljajo, pa je potem stisniti nekam v predstavo, kar je potem sama sebi namen. In v bistvu ta ideja popestritve z nekim humorjem ponavadi jo zavrnejo zelo hitro, humor pride v bistvu iz poznavanja tega večno vse spreminjajočega se referenčnega prostora mladega humorja. Tukaj pa v bistvu
moramo poudariti, da ne gre samo za vsebino, ampak tudi za tip igre. Zelo pogosto recimo lahko gledamo predstave, ki želijo biti komične, ravno z nekim popačenjem telesa, z prevelikim poskušanjem odraslega igralca, da bi igral otroka. In če to recimo lahko še mogoče deluje v mlajših skupinah, predvsem pa, da pri mlajših skupinah se gledalec ne obremenjuje toliko starostjo lika, lahko je pa sam medved in nam je vseeno, te otroci v bistvu v tej starosti že začnejo hrepeneti po likih, ki so v njihovi starostni skupini. Zato je treba v bistvu zelo premišljeno zgraditi te like, ker jih zelo hitro tudi zavrnejo, oziroma jih lahko razumejo kot pokroviteljske, če se preveč pačijo in ohranjajo ta isti tip igre, kot ga imamo recimo za 3+ stare otroke. Evo, to je točno to, kar je Beni rekel, a ne, to je prav pride zaradi tega res bujnega razvoja empatije, ko so se pač preprosto sposobni vživeti v te like in se z njimi res povezati, in če so to liki, ki so na nekem njihovem starostnem nivoju, a ne, je zato potem mnogo lažje to potem spremljajo in to si tudi želijo na ta način. Zelo radi imajo zgodbe o drugih, a ne, da jih opazujejo, da jih pogledajo skozi svoj miselni aparat, a ne, da jih povežejo s svojimi preteklimi izkušnjami, da razmišljajo o tem, kako bi pa oni v tem primeru, skratka, to jih zelo v bistvu spodbuja. Seveda so se sposobni tudi soočati z nekimi novimi, nepoznanimi situacijami, iskati v njih smisel, ga postaviti na neko mesto in zelo so tukaj, v tem obdobju so že zelo odprti do tudi nekih problemskih zgodb, to se pravi do odpiranja nekih tabujev, nekih tem, seveda na ustrezen način, ki jih lahko nagovori, ampak pravzaprav ni več skoraj teme, o kateri oni ne bi bili pripravljeni razmišljati. Je pa to tudi že obdobje, ko postane recimo humor vezan na izgled ali pa obnašanje karakteristike lika, v bistvu kočljiva tema, ker izgubi svojo univerzalnost in neka situacijska komedija, ki se zgodi na podlagi, naprimer, kotaljenja zelo debelega človeka in ga potem nek malček lahko razume kot žogo in je zato smešno, v bistvu lahko postane povod za izpostavljanje posameznikov v publiki in v bistvu mora uprizoritev v snovanju takih komičnih elementov upošteva to razvijajočo se občutljivost in v bistvu zagotoviti, da je humor vključujoč, da ne single out, bi rekel v angleščini, izpostavlja posebej oseb, ki pa so mogoče podobni tem ljudem, ki jih želimo komično prikazati na odru in v bistvu s tem moramo manjšati možnost nekega ustrahovanja ali pa bullyinga po pogledu predstave. Ta sprememba perspektive je v bistvu tudi hkrati opcija oziroma možnost za uvedbo zahtevnejših oblik humorja, ki bolj ustrezajo neki pojajajoči se družbeni zavesti, ki jo začenjajo otroci takrat dobiti in želji po nekih pozitivnih odnosih z vrstniki. Tako da v bistvu lahko naslavljamo tudi preko humorja neke problematike, kot je nasilje v šoli ali pa kakšne telesne hibe, ampak ne, da se posmehujemo iz njih in jih spreminjamo v nek znak, kot je ponovno kotaljenje žoge, ampak da jih v bistvu jih že lahko naslovimo kot problemske teme. In tu je še tudi eno specifično področje humorja in to je parodija. To se pravi, to jim je šale, ki izhajajo iz nekega kulturnega okolja, v katerem živijo in ki zajemajo nek širši kontekst in v bistvu parodije na poznane teme, poznane zgodbe, ki jih otrok zdaj zaznava v nekem novem širšem kontekstu, to jim je smešno v tem obdobju. Zdaj pa gremo še na zadnje obdobje, evo obdobje adolescence, to pa traja od 12. leta naprej, pa tam do odraslosti, do 20 in več. To obdobje v bistvu lahko vidimo kot zelo zapleteno, zahtevno, naporno obdobje, lahko ga pa vidimo tudi kot izjemno inovativno, ustvarjalno, skratka zelo posebno obdobje. Če si mislimo, kaj vse more en bivši otrok v tem obdobju, v tem kratkem času dati na področju, na vseh področjih, na vseh razvojnih področjih preiti v fazo odraslega, odgovornega, družbenega člana, je to res kar velik izziv, a ne? In v tem obdobju so res zelo zahtevni igralci, hkrati so pa tudi se vrnejo v en tak egocentrizem, kar pomeni, da vsako stvar presojajo svoje perspektive. To se pravi, ali jim je to v redu, ali jim to ni, a to razumejo, a tega ne razumejo, ali jim je to všeč ali ne. Skratka, vsako stvar, ki jo vidijo, vrednotijo preko svojih izkušenj, svojega dojemanja sveta. In tukaj tudi se mi zdi, da se najboljše povežejo z zgodbami, ki so tudi iz njihovega, skratka iz njihove starostnega okvirja. To je ta razlika, ko včasih rečemo, vsi ti mladi lahko gledajo že predstave, ki so za odrasle. Ja, teoretično ja, če pa ti najdeš temo in jo narediš na način, da bo nagovorila točno njih, je pa to po moje zmagovalno. To se pravi, to je tisto, kar je res
kar nam lahko uspe narediti. Oni so res možni že zelo abstraktnega mišljenja, kritičnega mišljenja, skratka, na ta način tudi definirajo to svoje mesto pod soncem. Zelo je pomemben socialni kontekst, mladostniške družbe, to se pravi, to je tisto, kar jih definira. Pomembno je, da imajo možnost, da pač vidijo stvari, ki jih potem interpretirajo po svoje, glede na svoje lastne izkušnje, in ta gledališka izkušnja je lahko v bistvu neka priložnost, da se opremijo z nekim novim vedenjem, da jim da neko nove spodbude, da razmišljajo o nečem, skratka, da vidijo sebe v neki novi luči, pa mogoče neke druge posameznike ali pa družbo kot celoto v neki novi luči. In v tej starosti, s tem zaključujeva, se pa že oblikujejo neki filtri, miselni filtri, ki že filtrirajo humor in v bistvu že zelo grejo na pot odraslega humorja. Imajo pa seveda še vedno neke svoje preference, recimo v tem obdobju je zelo priljubljen črni humor, pa intelektualni humor, tukaj pa zdaj pride na vrsto cinizem, ki je frajersko, recimo, pa recimo humor absurda, tudi že politično korekten humor, skratka, z vsemi temi oblikami se že znajo šaliti. Ti še imaš? Ja, seveda, eno moralistično seveda. Pri tej skupini je rata zelo pomembno tudi iskanje, oziroma iskanje lastne afirmacije čustev. Neka didaktična, moralna sporočila, nauki bodo že težko prišli z odra. V publiko bolj se v bistvu išče neko poistovetenje, oziroma potrditev, da občutki, ki jih imajo, da v občutkih, ki jih imajo, niso sami, da niso edini, ki nekaj čutijo. Pogosto niso, zelo redko bi se našlo nek občutek enega najstnika na celem svetu. In komedija v bistvu v tem na ta način ne služi več samo kot vir zabave, ampak tudi nekako kot neko ogledalo, kjer se oni lahko pogledajo, in zato je zelo uspešna lahko avtoironična komedija ali pa nek samoponiževalen humor, je lahko v bistvu posebej učinkovit, če ga izreka lik, ki predstavlja njihovega vrstnika. Takoj, ko recimo tak tip humorja, ki si malo se pošali sami sebe ali pa iz svojega vrstnika, izreče nekdo starejše generacije, oziroma lik starejše generacije, je to lahko zelo hitro zavrne. Ta lik oziroma ga antagonizira popolnoma kot pokroviteljskega, kot zlobnega celo, kot nasprotujočega. Če pa prihaja iz vzpostavljenega vrstnika, si pa lahko v bistvu tukaj zelo prevoščimo, ker nekaj raztegovanja in celo v merah neke žaljivosti si lahko več dovolimo. In najstniki v bistvu so zelo pozorni na to dinamiko starosti in na dinamiko avtoritete, zato se lahko humor starejših je fino, če je v bistvu na nivoju starejših, da se ne trudijo spustiti dol, humor vrstnikov pa ostaja na njihovem nivoju. To mislim, da je vse. Hvala.